da če želimo, da so stvari tudi lahkotne v smislu, da nam je to ok, da se dobro počutimo, da naši online programi so res tisto, kar želimo delati, oziroma da nas to napolnjuje in da tudi marketing in prodaja, oziroma marketing je bolj tisti, se prodaja se na koncu je posledica tudi dobrega marketinga. Če želimo vse te zadeve, da so nam lahkotne, kako ne rečem drugače, je potrebna strategija. Zdaj, strategija, jaz sem jo razdelila potem še na tri seje, skratka strategija, ki pomeni pot do uresničenja naše vizije, sistem, ki pomeni, kako so zdaj vsi ti produkti, vse stvari, ki jih delamo, od nekih brezplačnih zadev, do pojavljanja na socialnih omrežjih, do tega tudi, da če mogoče gremo nekam na teren, pa nekaj naredimo. Kako so vse te zadeve povezane med sabo in pa struktura našega dela, tukaj gre pa za strukturo našega dela v tem kontekstu, kako delati, kdaj delati, skratka, kako so zdaj te stvari povezane z našimi aktivnostmi oziroma s tretjim valom akcija. Okay? Tako da mogoče več o strategiji. Ne? Zdaj strategija, kljub temu, da se mogoče sliši kot neka velika beseda, v resnici, tako kot jo jaz dojemam, pa govorim zdaj tukaj o strategiji našega biznisa. Torej ne govorim zdaj o marketinški strategiji, ampak je marketinška strategija del naše celotne strategije, kako mi vodimo naš biznis. Ker konec koncev, tudi če smo samostojni podjetniki, to se pravi, če smo solo podjetniki, solo podjetnice, tudi če smo v končni fazi samo popoldanski SP, če delamo nekaj za biznis, niso prišla naproti pot brez profitabilnosti. Če v biznisu nimamo začrtane poti do profitabilnosti, torej do tega, kako bomo mi prišli do tega, da bomo zaslužili, potem nimamo biznisa, ampak imamo hobi.